Dober dan. Dober dan, spoštovani starši. Nov odgovor na vaša vprašanja ob predavanju Trenutki, ki štejejo v vzgoji. Spet eno tako simpatično vprašanje. Najstnik, komu kaj naročiš, saj naredi, ampak a more biti toliko enega pregovarjanja, a more biti toliko enega zavijanja z očmi ne. Meni so ti najstniki drugače zelo zabavni in jaz velikokrat rečem staršem, oziroma ko sva še predavala v živo, sem rekla, kaj je cilj, da naredi s poskokom in nasmehom, a je cilj, da naredi. Najstniki so namreč mali ljudje, ki znajo zelo, zelo izjemno iskreno pokazati, kako se počutijo. In ko jim mi rečemo, naj pospravijo z mize, naj spravijo iz stroja, naj nesejo smeti, je ponavadi reakcija kakšna? Oni v tem ne vidijo smisla. In pokažejo to. Skratka, gledajte, tle imamo več možnih izidov pravzaprav. To, da se je treba učiti, to, da je treba pospravljati, to, da se je treba umivati, to, da je treba psa peljati, to, da je treba skrbeti, da je treba biti odgovoren. Gledajte, polno enih stvari, oni jasno izražajo, da jim je to totalno brez veze, da to čist mim. In gledajte, zdaj lahko se mi zapnemo. Mi se lahko tukaj noter zapnemo in začnemo jim dokazovati, kako pač brez tega se ne da živeti in jim utemeljujemo in pol postanemo čedalje bolj avtoritativni in uporabljamo moč in nekaj tako nasilo. In veste, to, saj veste, kaj dosežemo s tem. S tem dosežemo to, da samo izgubljamo stik z njimi. In tukaj je, bom rekel, to je trda pot, ki verjetno kje deluje, kje se otroci upognejo, nehajo, se ne upirajo, nekako speljejo, ampak to je trda pot, ki ima svoje posledice. To je trda pot, ki ima svoje posledice, ampak jaz bi šla najprej mogoče na to točko, ki jo tukaj mama opiše v vprašanju. Reče, saj naredi. In to, da naredi, pomeni, da imata vidva stik, ker on naredi zato, ker mu je mar za vas, ker mu ni vseeno. Zraven pa zavije z očmi, zato, ker se mu ne da, zato, ker ne vidi smisla, zato, ker se mu zdi brez veze. In to zdaj je od vas odvisno, kam boste dali fokus. A boste dali fokus na to, da naredi zato, ker mu je mar, ker naredi zaradi odnosa, ne zato, ker mora, ker če bi se on odločil, da ne bo naredil, ga ne bi prisilili. Jaz vem, kako je, ko najstnika ne moreš prisiliti. Ti tudi to veš. Sigurno. Skratka, in zdaj lahko, imate pa možnost, da pač to zavijanje z očmi ignorirate, lahko ga tudi komentirate, ampak jaz vam svetujem, da za to uporabite humor, ali pa kakšno igrivost, ali pa recimo validacijo, empatijo, da rečete, a toliko je to težko, toliko je zdajle težko z mize pospraviti, da so ti kar oči nazaj skočile. Ali pa, ne vem, a veš, kad ti takole z očmi zavrtiš, to je tudi dobra telovadba, tako je fino, da dve stvari naenkrat delaš, da nosiš stvari z mize, pa še pač telovadiš tvoje oči. To je mehka varianta. Lahko mu pa tudi poveste, kako se počutite. Lahko mu pa rečete, a veš, recimo, sem ti zelo hvaležna, da ti narediš stvari, ki ti jaz rečem, ampak ob teh tvojih vedenjih, ki jih imaš, recimo, da zavijaš z očmi, da jezikaš nazaj, da godrnaš, da jamraš, se pa jaz počutim slabo, pač ne počutim se dobro, čeprav vem, da ti to narediš zaradi tega, ker ti je mar zame, pa da se ti ne da. S tem, da to povedati, rabimo neko, jaz rečem, ugoden čas. Ena nevarnost, ki se tukaj lahko pojavi, je, da se otrok loti, da bo naredil, ampak stil, s katerim se loti, način, s katerim se loti, pa nas seveda spravlja
ob živce in nas vrže iz ravnotežja in potem mi to komentiramo. Ne. A moraš kar skozi z očmi zavijati, a se moraš skozi prerekati, a moraš tako tole vrečo za sabo vleči, a moraš vrata imeti odprta, glej, pes ti bo ven ušel, ne vem, pazi to. Ne. In a veste, namesto, tukaj se naš odnos spreminja iz tega, da se veselimo, da bo zadeva upravljena v to, da postanemo kandidati, da nas da v telefonu pod ime policaj. A ne? Ja. Tako da, gledajte, tukaj je veliko nekih razsežnosti. Glede, ko nas otrok da v telefon pod ime policaj, si lahko pogledate video z naslovom Kako me vidi moj otrok, tam govoriva o tem, kako nas naši otroci vidijo in kako nas opisujejo. Jaz bi tukaj še eno stvar rekla. Rekla bi to, da je otrokovo vedenje in otrokovo dejanje, da sta to dve različni stvari. To se pravi, vedenja so običajno povezana s čustvi. Zdaj, če se otrok razjezi, je to povezano z jezo. Če zavija z očmi pa godrna, je verjetno povezano s tem, da mora ven iz cone udobja, pa da mora se premakniti v neko aktivnost. Če je povezano mogoče z neko žalostjo, bo verjetno odreagiral na tak način. Tako da jaz mislim, da naloga nas staršev je tudi, da mi opazujemo ta vedenja skozi to čustveno prizmo, zato ker bomo na ta način tudi videli, kako se naš otrok v resnici počuti. Ja, jaz imam tlele še to misel, da mi smo v neki vlogi, recimo, sodnikov, ki ovrednotijo to dejanje. In zdaj spet, lahko ste sodniki, ki boste gledali samo to, da se je dejanje zgodilo in boste imeli v sebi ta občutek hvaležnosti in boste to nekako izrazili. Skratka, hvala, ker si nesel smeti. Na vsak način vam pa ne rabite biti v vlogi sodnikov, ki ocenjujejo slog. Skratka, ne rabite tega bremena. Ali pa ga celo kaznujejo. Imela sta tudi primere, ko so rekli starši, sej si nesel smeti ali pa sej si pospravil z mize, ampak ker si se zraven tako obnašal, ti recimo te ne pustimo ven, ali pa ti ne damo telefona. Skratka, tukaj bi jaz rekel tako, slog in daljavo ne ocenjujejo smučarski sodniki na skokih, mi pa dajmo se veseliti samo to, da so skočili in da so pristali. Tako da mogoče je to, kar se tega tiče. Mogoče bi jaz tukaj omenila še eno stvar, da najstniki, pri katerih mi izražamo neko empatijo in neko razumevanje, so tudi manj nestrpni pri drugih pogovorih z nami, nam tudi več stvari povejo, lažje je z njimi komunicirati. Skratka, ni ena sama zoprnija okrog tega in v redu je, ne vem, pust me, to so 3 stavki, ki so najbolj popularni v tem obdobju, in te 3 stavki tudi zelo močno kažejo na to, da mi z najstnikom izgubljamo stik. In tukaj bi jaz še enkrat poudarila, berite knjigo Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, zaradi tega, ker vam bo dala izjemno veliko ene ustvarjalnosti, kako lahko take stvari rešite, ki vas zmotijo in za katere niste čisto prepričani, ali je prav, da vas zmotijo, ali ni prav, ampak se pa počutite zvečer precej utrujeni in zaskrbljeni zaradi njih. Tako da jaz vas vabim, da tale video lajkate, vabim starše, da od spodaj napišete, to bi bilo mogoče lepo slišati, kaj vaš otrok počne, kadar mora nekaj delati, pa se mu ne da, ali pa ni razpoložen, nama se to zdaj že zdi smešno, ta vedenja, ker so jih najini otroci počeli, je bilo grozno, ker kakšni otroci so taki prefrigani in preden je treba narediti, v tišini odidejo in zgleda, da se nič ni zgodilo. Ampak en izziv mogoče vseeno, a veste, dajte pri sebi, napišite si mogoče to, kar jaz cenim pri svojem otroku. In boste videli, koliko enih kvalitet imajo. Tako da mogoče, če ga
pogledamo skozi to prizmo, je tudi takoj videti drugačen. Tako da tudi o tem lahko kaj napišete Ja. spodaj in Lahko napišete spodaj, kaj cenite, kaj počne vaš otrok, kaj vas jezi, vse lahko napišete, kar hočete. Zakaj? Zaradi tega, ker s tem pomagate drugim staršem in skupaj z nama delate lepši svet. Adijo! adijo.